odpuščanje. Zakaj odpustiti? Odpuščanje je najvišja in najlepša oblika ljubezni. Ko bomo enkrat znali resnično odpustiti, takrat nas bosta preplavila neizrekljivi mir in sreča. Takrat bomo resnično svobodni. Takrat bomo srečni. Ko nas nekdo prizadene ali užali, takrat v sebi gojimo jezo, sovraštvo ali zamero do tistega, ki nas je prizadel, morda celo maščevanje. Ko v sebi gojimo vsa ta neprijetna čustva, to škoduje le nam samim. Ko pa znamo odpustiti, s tem ozdravimo lastno jezo, lastno sovraštvo, lastno bolečino, ter lahko spet dovolimo ljubezni, da nas vodi. Odpuščanje ni povezano s človekom oziroma z ljudmi, ki smo mu oziroma smo jim odpustili. Odpuščanje je le osvobajanje nas samih. Odpuščanje je namreč naše darilo sebi. Ko enkrat znamo resnično odpustiti, se v nas sprostijo strupeni občutki jeze, sovraštva in zamere, ki smo jih prej nosili v svojem srcu. Z odpuščanjem se tega končno osvobodimo ter nadaljujemo svoje življenje. Odpuščanje je torej čudežno zdravilo. Oprostimo tisto in odpustimo tisto, kar se je zgodilo, da bomo lahko sprejeli vse tisto, kar nas čaka v življenju. Zakaj ne bi tega zdravila torej uporabljali? Zakaj se ne bi naučili odpustiti? Zakaj se ne bi naučili oprostiti? Vsi smo tega sposobni in vsi to znamo in zmoremo. Mnogokrat smo prepričani, da s svojim sovraštvom, svojo jezo in zamero do tistega, ki nas je prizadel, tega človeka s tem kaznujemo. Toda žal v resnici je ravno obratno. Bolj kot se oklepamo vseh teh slabih, negativnih čustev, bolj škodujemo le sebi. Šele ko odpustimo, šele takrat ozdravimo lastno jezo in bolečino in šele takrat dovolimo, da nas vodi ljubezen. Zakaj sploh odpustiti? Mnogokrat mislimo in smo prepričani, da odpuščanje pomeni, da se strinjamo z napačnim vedenjem. Ali pa morda mislimo, da moramo tega človeka, ko mu odpustimo, ponovno sprejeti v svoje življenje. Morda celo mislimo, da nam sovraštvo do tega človeka daje nekakšen, v narekovaju, nadzor, moč ali celo trdnost. Morda v sebi čutimo in se bojimo, da nas bo ta človek ponovno prizadel, vkolikor bi mu odpustili. Včasih pa celo mislimo, da s tem, ko temu človeku ne odpustimo, da ga na ta način želimo
kaznovati. Vendar so to le naša prepričanja, ki se na koncu izkažejo žal za napačna. Spremenimo zdaj ta svoja prepričanja, ki nam ne koristijo več. Odpuščanje ni nikoli povezano z drugimi, vedno le z nami samimi. To je le darilo, ki nam pomaga, da se naše srce osvobodi vse te kričevitosti, vseh teh bolečin, vsega tega sovraštva in vsega tega trpljenja. Prav vsak izmed nas si zasluži in ima tudi pravico, da živi brez bolečin, ki nam jih je povzročila naša preteklost. Tisto, kar se je že zgodilo, se je pač zgodilo in je minilo. Tega v tem trenutku ne moremo več spremeniti. To se je že zgodilo in to je zdaj naša preteklost. Zdaj je čas, da svojo preteklost pustimo tam, kamor sodi, v preteklost. Ta trenutek se osredotočimo le na sedanjost, na ta trenutek tukaj in zdaj. Le to šteje. Zakaj bi še naprej živeli v svoji preteklosti? Zakaj bi do konca življenja živeli z bolečino in jezo in sovraštvom? Si res to želimo? Si res to zaslužimo? Seveda si tega ne želimo, ravno tako si tega ne zaslužimo. Vedno in vselej odpustimo le zaradi sebe in ne zaradi drugega. Odpuščanje pravzaprav pomeni le zdravljenje samega sebe, saj se le tako lahko povežemo z močjo, ki jo imamo v sebi. Ko bomo enkrat resnično in iskreno znali odpustiti, takrat bomo osvobojeni, takrat bomo živeli v miru in takrat bomo srečni. Vsi si pa to zaslužimo, mar ne? Zato se sleherni trenutek učimo odpuščanja, učimo se odpustiti in oprostiti. Vsi to znamo.